Lepo pozdravljeni. Tole je 6. predavanje z NMR spektroskopije oziroma njene uporabe pri študiju bioloških makromolekul. Do sedaj smo se spoznali z dvodimenzionalnimi NMR metodami, ki nam pravzaprav omogočajo, da se lotimo strukturnih študij. Verjamem, da vsi dobro veste, da so peptidi sestavljeni iz 20 aminokislin. Njihovo zaporedje je primarna struktura, tako rečemo. Kar je za nas pomembno je, da so posamezne aminokisline ločene s karbonilnimi skupinami in vemo, da smo skozi ali toksitipom eksperimentov dokazovali povezave preko vezi, se pravi skalarne sklopitvene konstante med protoni, ki so 2, 3 ali več vezi narazen. In tako hitro ugotovimo, da je karbonilna skupina neke vrste prepreka, se pravi cozy, toksitip povezav preko skalarnih skopitvenih konstant nam da povezave znotraj aminokisline. Tisto, kar je potem treba ugotoviti, je, da lahko določen protein, v temle primeru imamo encim trioze izomerazo, to je encim, ki katalizira pretvorbo fosfatov trioze. Vidite, da je pravzaprav množina informacij, ki jo dobimo iz tazga zapisa, ni prav velika, kvečjemu bi lahko ugotovili, da ima ta encim okoli 250 aminokislin. Prav bogatstvo informacij in pa podrobnosti strukture pa se skrivajo v tako imenovani prostorski, tridimenzionalni strukturi. Zdaj tudi nadaljnja odločitev je, kako pa bomo položaje posameznih atomov v prostorski strukturi predstavili. Lahko se odločimo, da za takle model, ki mu rečemo CPK, to je model, ki so ga predlagali pred leti Corey, Pauling in Colton, zato tudi CPK. Seveda ta nam dobro ponazori sterično zasedenost, kakšna vezavna mesta, ki so malo bolj izpostavljene, kakšne žlebove in tako naprej. Za kakšne detajle znotraj strukture pa seveda mogoče ni najbolj primeren. Seveda je število podatkov, recimo za ta encim, o katerem govorimo, je preko 3700 atomov in seveda podrobnosti ne vidimo. To vse se uveljavlja razne poenostavljene predstavitve. Ena bolj pogostih je, da povežemo atome glavne verige, tako imenovan wireframe model, se pravi žičnati model. V tej slikci imamo nekaj več kot 980 težkih atomov in seveda hitro vidimo določene podrobnosti. Seveda možnosti predstavitve strukture je več, lahko povežemo ogljikove atome C-alfa. Zelo uveljavljene strukture današnje so takele, jim rečemo cartoon presentation. Predlagane so bile nekje leta 1991 s programom Molescript, ki se je očitno zelo uveljavil in ga ogromno uporabljamo, tukaj na primeru proteina. Uporablja se pa tudi pri oligonukleotidih oziroma RNA in DNA strukturah. Mogoče bi omenil, da se seveda z napredkom računalniških orodij zelo uveljavlja virtualna realnost, se pravi z določenimi orodji dejansko se nekako zakopljemo v strukturo. Tukaj imamo en primer antibiotika, telitromicina, ki je na nekem katalitičnem mestu ribosoma in seveda so te interpretacije, razmišljanja, kako spremeniti recimo v tem primeru strukturo antibiotika, da bo še bolj aktiven, da se bo vezal na pravo mesto. Spet tukaj je bogastvo informacij in pogled, ki ga dobimo, neverjeten. Zadnja leta se veliko govori o amiloidnih fibrilih, to so takele strukture, kjer so beta trakovi. Bom v nadaljevanju predavanja povedal, da imamo paralelne in antiparalelne orientacije, tukaj imamo antiparalelno in seveda lahko vidimo, kako se taki trakovi nalagajo. Seveda lahko tudi uvedemo mutacijo enostavno, seveda z ozadjem molekularnih orodij in vidimo, ali bo tako
pakiranje, tako nalaganje beta trakov energijsko ugodno ali ne, se pravi, da ga lahko pričakujemo ali ne. To je na strani prezentacije, seveda vedno imamo pred očmi neke eksperimentalne podatke, ki so seveda za tale kurs podatki, ki jih dobimo z NMR spektroskopije. Zdaj, mi se moramo nekako vrniti na začetek, kot bi rekli, in si ogledati posamezne aminokisline. Ugotovimo, da je osnovna struktura takale. En proton, amidni proton, je izmenljiv, določena literatura mu reče tudi labilen. Mi smo v začetku kursa že govorili, da če bomo neko aminokislino ali pa nek protein raztopili v deuterirani vodi, se bo tale proton izmenil z deuterijem in seveda v protonskem spektru tukaj ne bomo zaznali signala. Potem pa, ko gremo po različnih aminokislinah, menjamo R v tej strukturi, če je proton, jasno imamo aminokislino glicin, če je metilno skupino, imamo alanin. In recimo serin in cistein. Zdaj seveda hitro vidimo, da če imamo recimo cistein in malo pozabimo na naš amidni proton, imamo alfa proton in CH2 skupino. Se pravi, v spektru, najprej v kemijski strukturi imamo 3 protone in seveda ti 3 protoni bodo dali signale v spektru. In to je Popel že leta 1959 uvedel takole notacijo AMX. S tem je hotel ponazoriti, da imamo 3 različne črte za spine, črte v smislu resonance v protonskem NMR spektru, njihove črke pa razdalje v abecedi pomeni tudi razliko v kemijskih premikih. Prav AMX je primernega spektra v NMR smislu, kjer bomo imeli dobro ločene 3 kemijske premike. Vidimo, da je kar nekaj aminokislin takih, tega bomo se še vrnili. Imamo aminokisline, ki imajo te daljše stranske verige, več CH2 skupin, o tem smo se pogovarjali, da ločljivost signalov znotraj takih ponavljajočih enot ne bo najbolj enostavna. Posebna aminokislina v tem smislu analize protonskih spektrov je prolin. Namreč gre za to, da nima amidnega protona, čeprav imamo pa alfa proton in ta alfa proton je povezan s 3CH2, stvari tvori obroč. Z tega stališča naših spinov seveda imamo 7 protonov, prav tip spektra bo A2, T2, MP, X. Mislim, da smo pa že pri toksi spektru malo pogledali, kaj to pomeni in kako lahko identificiramo ta spinski sistem. Zdaj, aromatske aminokisline predstavljajo še dodatno zanimivost, recimo histidin, ima v stranski skupini CH2 skupino, se pravi, to je AMX tip spektra, ker imamo H-alfa, ki je povezan na C-beta, ki je CH2 skupina, tukaj je potem 1, 2, 3, 4 vezi, se pravi, ne pričakujemo sklopitvene konstante, imamo pa še 2 protona, namesto 2 in 4, ki pa nista nujno sklopljena, sta precej daleč narazen in predstavljata dodaten spinski sistem AX. Podoben razmislek, ko smo ga zdaj naredili za histidin, velja za fenilalanin, tirozin in triptofan. S tem, da triptofan je še dodatno, ima še tretji spinski sistem, imamo en izoliran spin, ta bo seveda triptofan je v tem smislu poseben, ker bo v spektru se pojavljala zelo karakteristična resonanca, ki bo nam seveda pomagala pri analizi. Ampak o tem, ko seveda pridemo do tega. Zdaj, mi smo si ogledali skalo kemijskega premika, protonskih jeder, ugotovili smo, da imamo neko referenco, ki jo nastavimo na 0, potem pa seveda pogledamo, kakšne vse skupine pa imamo v aminokislini, to smo zdajle pogledali, in kje se bojo v spektru pojavljali. Zdaj vemo hitro, da nekje metilne skupine pričakujemo okrog 1 ppm, potem beta, CH2 skupine, okoli 1,5 do 3 in tako naprej, gamma, se pravi CH2, se pravi alfa protoni so malo posebni,
te lahko pričakujemo nekje okoli 4 ppm, seveda je to malo odvisno od strukture, do tega prehajamo. Potem imamo aromatske skupine, se pravi protoni, ki so vezani na heterociklične obroče, nekje od 6,5 do 7 do 8, in pa amidne protone, ki so seveda lahko, oziroma praviloma so vodikovo vezani, in to povzroči, da imajo dobro resolucijo, da so dobro ločeni. Opozoril bi še, da veliko teh sistemov študiramo v vodnih raztopinah. Naj vas samo spomnim, da je voda 110 molarno v protonih. Tipično nek manjši protein, ki ga študiramo, je pa pod 1 minimolarno koncentracijo, prav razmerje, dinamično razmerje je 10/5. In seveda je treba tak signal vode, o tem smo večkrat že govorili na predavanjih, je tak signal treba supresirati, rečemo. Se pravi, nekje po kursu bi bilo dobro, da ohranite takle občutek, kje v spektru bi iskali posamezne resonance. Obstaja seveda ogromno literature, ogromno načinov prezentacije, kje bomo kakšne signale pričakovali. Seveda ni namen kursa, da bi kdo memoriral posamezne številke. Vseeno podajam kemijske premike za posamezne aminokisline v naključnem klobčiču. Naključni klobčič velja kot neka vrsta referenca, tega smo prišli, da vse pridemo, da vse aminokisline razen prolina imajo amidni proton, imajo H-alfa proton in potem seveda glede na svojo kemijsko strukturo ustrezne alifatske protone. Tudi ta tabelica ali ta slajd ni namenjen temu, da bi memorirali kemijske premike. No, tole slajd je, kar se tiče razumevanja strukture, izredno pomembno. Zdaj, če smo prej rekli, karbonilna skupina loči spinske sisteme posameznih monomernih enot, se pravi posameznih aminokislin od njenih sosedov, bi potem razmišljali, da bo seveda zelo enostavno, če imamo nek peptid, tukaj je bovin pankreatik tripsin inhibitor, malo manj kot 60 aminokislin, v strukturci ima 4 tirozine, 3 treonine, treonin je aminokislina, ki ima v stranski verigi metilno skupino, in če bi spektr treonin, BPTA-ja bil samo vsota, se pravi bi v spektru pričakovali eno samo resonanco za te metilne skupine. Dejstvo pa je, da ko izmerimo spektr, opazimo 3. Se pravi, vsaka aminokislina, vsaka metilna skupina v teh 3 treoninih je senčena drugače, se pravi, ima karakteristični kemijski premik. V primarnem zaporedju so 4 tirozini. Tirozin je aromatska aminokislina, se pravi, in seveda tudi tukaj bi pričakovali, če bi res spektr bil samo seštevek, pod spektrom posameznih enot 2 signala, opazimo jih pa 4x2, se pravi 8. Prav nekaj zelo očitno, da je senčenje posameznih protonov teh aromatskih jeder različno. In zdaj en tak osnoven razmislek je, da če smo v neki raztopinci in razmišljamo o nekem aromatskem obroču, je senčenje posameznih protonov, tukaj jih je 5 narisanih, seveda več ali manj podobno, ker so obkroženi z molekulami topila, pa seveda tudi prosto rotirajo. Ko smo pa v nekem strukturci, ki je pač obdana z različnimi skupinami, se pa ti dežnikci, se pravi senčenje posameznih atomov spremeni in seveda to rezultira, da je število signalov večje. Tako da lahko rečemo, da je eksperimentalni spektr, pa izračunan spektr, ta izračunan bi dejansko lahko neka vsota na osnovi kemijskih premikov naključnega klobčiča iz presne transparence. Seveda zdaj pridemo do razmisleka, kako zdaj to razložiti. No in tale majhna slika za robo dobro to ponazori. Se pravi, če imamo raztegnjeno denaturirano verigo,
je precej verjetno, ali pa si lahko predstavimo, da so protoni v stranskih skupinah vzpostavljeni topilu in da je to neko povprečno okolje, ki za vse aminokisline, za vse stranske skupine zelo podobno. Medtem, da je v neki globularni strukturi, pa te stranske skupine seveda bodo prispevali k stabilnosti strukture, okolico, ki jo bo čutil posamezen atom teh stranskih skupin, posameznih monomernih enot, bo pa seveda odvisno od strukture. In to je tisto senčenje, to so ti različni dežnikci, ki kažejo, ki poudarjajo, da je protein lepo strukturiran. Še ena stvar je seveda, ki jo tukaj lepo vidimo, pa je predmet poglobljenega nadaljnega kursa. Če primerjate tale spektre pa ta spodaj, je zelo očitno, da hitro rečemo, tale protein ni zvit, se pravi, protoni te strukture čutijo povprečno okolico vode ali pa topila, ker seveda so tudi molekulice kufra pri tem udeležene, tale je pa popolnoma zvit. In veste, da imamo celo vrsto imenovanih konformacijskih bolezni, se pravi, to so bolezni, recimo prionska, Alzheimerja in tako naprej, ko proteini spremenijo strukturo. Tukaj imamo iz nezvite v zvito strukturo, ampak seveda je precej jasno, da bo seveda tudi različna struktura, prostorska struktura imela različen spekter. No, v zgodnjih dnevih te vrste študij, se pravi v 60 letih prejšnjega stoletja, seveda ni bilo teh naprednih in seveda tudi ne dvodimenzionalnih tehnik. In seveda kako lahko kaj povemo o strukturi majhnih proteinov, takrat seveda so gleda majhne proteine, ti so dali neke vrste svet. In ena stvar je bila sigurno, da so protein raztopili v vodi, po deuterirani vodi in čakali in seveda opažali, da se določeni protoni iz protonskega spektra izginejo, da se spektri in multipleti poenostavijo in to je seveda dalo precej podatkov o strukturi. No, predno bomo se zares lotili še bolj podrobne analize, si moramo malo pogledati, kako pa pravzaprav strukture proteinov izgledajo. Eno je, da seveda tudi že več desetletij študij proteinov, imamo strukture visoke ločljivosti, verjamem, da ste v delu predmeta, ki je osnovan na kristalografiji, detaljno se spoznali tudi z razdaljami. Za nas je seveda pomembno, da imamo amid, imamo alfa proton stransko skupino. Verjamem, da dobro veste, da je tale amidna vez planarna, da je tako imenovani trans konformaciji in seveda posamezne enote povezujejo na ta način C-alfa atom. In to je tisti atom, kjer vezi C-alfa-N oziroma C-alfa karbonilna skupina, okoli teh dveh vezi je možna sorazmerno prosta rotacija, vsaj za zdajle, ker seveda vzdolž tele vezi ni mogoča. Prav Fi in Psi sta dva torzijska kota, vzdolž katerih pričakujemo neko možnost te rotacije in seveda to bo definiralo prostorsko strukturo. No, če malo drugače pogledamo, se pravi, tlele imamo peptidno vez, ta torzijski kot je omega, smo rekli, da je tale torzijski kot omega večinoma trans, se pravi 180 stopinj, potem imamo pa Fi, se pravi, to bo torzijski kot med amidnim dušikom in C-alfa, dane aminokisline in Psi, ki bo šel od C-alfa do karbonilne skupine naslednje aminokisline. Potem pa seveda imamo prostostne stopnje, konformacijsko svobodo vzdolž stranske verige, to so pa od C-alfa do C-beta je Či1, od C-beta do C-gama Či2 in tako naprej. In zdaj Ramachandran je bil tisti, ki je definiral ali pa narisal konformacijski prostor vzdolž glavne verige s torzijskima kotoma Fi in Psi, tako kot smo jih zdaj definirali. In kljub temu, da sem
bi pričakovali, da je seveda teh možnosti, kakšne konformacije lahko zasede določen protein vzdolž teh dveh točk kotov, se izkaže, da je ta kar velik konformacijski prostor dovolj omejen. Prav imamo del, kjer sta fi okoli -60 stopinj in psi okoli -45, seveda z nekimi majhnimi razlikami, in to ustreza vijačnicam, prav heličnim strukturam. Potem imamo pa eno območje, kjer je fi okoli -120, psi okoli +125, tukaj imamo pa beta trakove, se pravi beta strukture, tako antiparalelne kot paralelne. O tem bomo seveda še povedali. No, tale graf je narejen za manjši protein G, 56 aminokislin, vsaka peptidna vez, se pravi posamezne aminokisline, ima seveda svoj plusek v tej sliki. Potem imamo pa še eno območje, ki ni naravno, se pravi, če imamo alfa vijačnice. Se pravi, nekaj je že zdaj jasno, Ramachandranov plot omogoča definicijo sekundarne strukture, ne pa tridimenzionalne strukture. Se pravi, definirali smo konformacijo vzdolž glavne verige, nič pa nismo povedali o tem, kakšni so torzijski koti vzdolž stranskih skupin posameznih aminokislin. No, če nadaljujemo naš pogovor in na hitro pogledamo, kaj pa pravzaprav sestavlja, oziroma kako razmišljamo o sekundarni strukturi, imamo nekaj teh, ena je sigurno vijačnica, alfa vijačnica. Za vijačnice je seveda zanimivo, da je tretji ali pa četrti sosed nad prvim. To bo za nas seveda posebej pomembno, z ene strani zato, ker se tvorijo vodikove vezi in bodo določeni protoni zaščiteni pred izmenjavo z deuterijem. Po drugi strani pa seveda bojo protoni zaradi helične narave, bo tretji sosed nad prvim, se pravi njegovi protoni bojo znotraj petih angstremov, o tem bomo seveda nadaljevano govorili, in bo to določalo strukturo te vijačnice. Druga struktura so beta trakovi, beta struktura, zdaj je po naravi bolj raztegnjena, vidimo, da se tvorijo med trakovi, se pravi vodikove vezi, in kar bo značilno za beta strukturo, ker je raztegnjena, da bo razdalje kratkega dosega, se pravi med posameznimi aminokislinami bojo velike, nasprotje z vijačnico, ampak dolgega dosega, se pravi protoni, ki so v sekvenci v primarnem zaporedu daleč narazen, bojo pa prostorsko blizu in pričakujemo NOI efekte. Tretji, ta splošen strukturni element sekundarne strukture je zavoj. Tukaj seveda tudi tele stvari, se pravi, kje prihaja do vodikove vezi, katere skupine so blizu. V prostoru, se pravi, da jih lahko definiramo. No, če si pogledamo najprej vijačnice, to nekje predstavljajo na tretjino strukturiranih elementov struktur. Zanimivo je pogledati, pa definiramo jih glede na to, kakšne sta fi in psi, potem smo nekaj povedali, in seveda pomembno je, koliko monomernih enot imamo na zavoj in koliko se struktura dvigne. In tukaj imamo schematsko 3 take vijačnice, alfa vijačnice, to je polialanin, ikozopeptid, en terminal je na dnu in vidimo, da v vijačnici, navadni desnosučni vijačnici, sta torzijska kota fi in psi taka, kot sta tukaj napisana, v 3,10 je struktura bolj raztegnjena. V pi vijačnici, tukaj so vodikove vezi med karbonilno skupino in petim sosedom, in seveda vse te raznolikosti so tiste, ki jih seveda upamo, da jih bomo z NMR spektroskopijo lahko zaznali in seveda tudi kvantitativno definirali. No, drug pomemben skupina struktur so beta strukture, v teh je malo po 30%. Za beta strukture je značilno, da imajo ponavljajoč element, ki je sestavljen iz 2 monomerov na segment, se pravi, v bistvu gre za translacijo med 3,2 in 3,4 angstrema. Se pravi, imamo 2 aminokislini, ki sta sosedi, potem se pa ta enota ponavlja.
na nek način vidimo, da se položaj karbonilnih skupin, če gledamo samo ta element, se pojavlja enkrat nad, drugič pod ravnino. Za ilustracijo imamo tle en protein, tioreduksin, vsebuje 5 beta ploskv. Zanimivo je seveda, da so lahko te ploskve grejo antiparalelno ali pa paralelno. V antiparalelnih vidimo, da so vodikove vezi pravokotne na smer verige, v paralelnih pa so pod kotom. In seveda to tudi ustvarja določene razlike v razdaljah in to tudi pričakujemo in bomo seveda v nadaljevanju kursa potem se pogovarjali. Pravi, antiparalelne verige spremenijo pozicije vodikovih vezi in s tem seveda tudi relativen položaj protonov, ki so v teh dveh skupinah. No, zanimivo je seveda tudi to, da prihaja do takega zbijanja trakov, da niso strogo planarni ali pa v istih ravninah ali pa lepo urejeni. Stavlja se še en element, da imamo recimo takle balč, da ista aminokislina v eni verigi tvori vodikove vezi z dvema enotama v drugi. In to seveda ustvarja določen takle preklop smeri verige. Omenili smo zavoje, seveda ti so pomembni zato, da če beta trak gre v eno smer, se potem vrne, mora veriga imeti možnost, oziroma to je element, ki omogoča, da se veriga obrne. Teh tipov zavojev je več, 3 so tle narisani, imamo tudi podane vrednosti, definira jih, kje prihaja do vodikovih vezi v teh elementih. Na ta način imamo gamma zavoj, kjer je vodikova vez med karbonilom in amidno skupino z drugim sosedom. Vsak od teh zavojev pa seveda ima neke svoje karakteristike in to so tiste, ki bomo seveda iskali in poskušali definirati. No, če ta razpravo o strukturiranih delih prostorskih struktur proteinov nadaljujemo, pa imamo pentlje, imamo sponke, te seveda jih je več vrst. Poudariti pa bi bilo treba, da seveda je v zadnjih letih smo znanstveniki ugotovili, da je precejšen del proteinov nestrukturiranih, se pravi, da seveda ti se bojo pa obnašali drugače in NMR je tle res edinstvena metoda. Prav, na samem začetku tega dela predavanja smo povedali nekaj o primarni strukturi, potem smo povedali sekundarna domena, o domenah. Terciarna struktura je tista, ki pravzaprav pove, kako je molekula strukturirana. Se pravi, o tem govorimo tudi o konformacijah, ki jih seveda poznamo z atomsko ločljivostjo položaja posameznih atomov. Dodal bi samo to, da različni avtorji disulfidne mostove vključujejo kot podterciarno strukturo, v zadnjih letih se uveljavlja, da je to element primarne strukture. To je seveda kvartilna struktura, ki pove potem že bolj funkcijsko, kako se posamezne proteinske strukture med sabo povezujejo. Pa če je tukaj bolj grafično, primarna struktura, sekundarna, poznamo, kako se povezujejo, terciarna struktura, imamo že neke poglede v funkcijske enote, imamo poglede v pakiranje aminokislin ali pa posameznih delov in pa seveda kvartilne strukture. No, ta del predavanja bi zdaj se vrnili k NMR-ju, se pravi, zdaj tisto, kar nas zanima, je, kako bo z medatomskimi razdaljami. Se pravi, začeli smo s tem, da znotraj aminokisline imamo skalarne sklopitve, se pravi spinske sisteme, kjer pričakujemo, da bomo skozi ali toks tipom eksperimentov lahko signirali posamezne enote. Zdaj pa pomembno, kaj pa je z medatomskimi razdaljami, kaj je z NOI-jem. In če gledamo posamezno aminokislino, se pravi znotraj intrarezidualne povezave, pogledamo torsijski kod Fi in gledamo razdaljo amidnega protona do alfa protona. Torzijski kod nas seveda lahko vrednost od -180 do +180 in vidimo, da je ta izračunana odvisnost za alfa aminokisline je vedno pod 3 angstrema. Spomnite se, rekli smo NOI, ki je 5-6 angstremov. Zanimivo je seveda alfa in beta,
tip strukture, se pravi helična struktura in beta trakovi, te razdalje so precej podobne. Razlikuje se desetinko, 2 desetinki angstrema, ampak to niso razlike, ki bi omogočale, da definiramo. Pa vas smem vprašati, kaj mislite, da kateri aminokislini ustreza ta črtkana črta. Prav vidimo, da ima simetrijo, prav gre za glicin. Se pravi, glicin je tisti, ko en proton je bolj oddaljen, je pa takrat drugi bližje in so to glede krivulja simetrična. In tu seveda je tudi ta del povezav je narejen za glicin. Zdaj, zanimivo je, smo povedali, za terciarno strukturo želimo poznati konformacijo vzdolž stranskih verig. Tukaj imamo torzijski kod Č1, se pravi, to je tisti med C alfa in C beta. In če pogledamo, kakšne so medatomske razdalje med protonom alfa in protonom beta v določenih aminokislinah, vidimo, da imamo tak tip povezav z aminokisline, ki imajo AMX tip, se pravi alfa CH, beta CH2, imamo tak tip. Alanin je seveda spet poseben, je v teh smislu degeneriran, ima 3 vrhove, ampak tisto, kar je pomembno, se pravi, vzdolž stranske verige bo H-alfa proton vedno pod 3 angstreme oddaljen, se pravi, sorazmerno blizu od alfa protona in seveda kakršnakoli že bo konformacija, jo bomo z eno I detektirali. No, in pri tem bi današnje predavanje ali pa ta del predavanja zaključili.